Slovenska gluha košarkarska ekipa se bo udeležila 13. Evropskega prvenstva gluhih v košarki, ki bo od 21. do 29. junija v Malagi v Španiji. Slovenska reprezentanca bo v predtekmovalnem delu igrala v skupini B z reprezentanti iz Ukrajine, Izraela, Grčije in Poljske. V skupini A pa bodo reprezentanti iz Španije, Turčije, Litve in Italije. Slovenski košarkarji trenutno trenirajo pod taktirko selektorja Jaka Hladnika, ekipa Spletne TV pa jih je ujela med pripravami v Kranjski Gori. Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy. That don't make it better. Priprave in vse tekme in treningi potekajo zelo intenzivno. V bistvu nam te priprave zdaj tukaj, ko smo zbrani, še dodatno vlivajo neko upanje oziroma moč za to, da se povežemo, da se še povežemo in da lahko igramo, da bomo v bistvu naredili vse tako, kaj treba za Malago. Just because it's easy. That don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling dessert. All of this convenience just doesn't work for me. I wanna play with fire, let me get hurt. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives, just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Go get your DeLorean. Oh, I miss the summers with you and never swipe left to right. I snuck in your window, no friend request, no, just spent the night. I had to walk right up to your locker and risk you saying, boy, just don't bother. I know this all just makes me sound ancient, but sons and daughters, that shit was amazing. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives, just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Go get your DeLorean. Go get your DeLorean. Yo, what you got in that bag? Candy, cigarettes, and a Playboy mag? Man, you used to have to work for that. Wait for me, gotta dial up. Can't call my landline cause it's all tied up. Just bike over then. Oh, oh, oh. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives, just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living. Naša pričakovanje oziroma naš cilj uvrstitev v polfinale Evropskega prvenstva in s tem uvrstitev na Olimpijske igre Tokio 2025. Vsekakor smo bolje pripravljeni, predvsem jaz kot trener sem bolje pripravljen, ker sem zdaj spoznal svet gluhe reprezentance in mislim, da nam je ta svetovno prvenstvo lansko leto zelo koristil v pripravi na Malago.
Vsekakor smo razprli krila po celi Sloveniji, da smo šli v lov za mladimi igralci. Trenutno nam je uspelo najti 3 mlade igralce, ki so v bistvu 100% gluhi, pa igrajo košarko. Tako da stari so pa od 13 do 16 let, tako da se za prihodnost ne bo bati. 14-letni Maks Podgoršek je na treningu pokazal nadarjenost in kako lahkotno igra košarko. Treniram v KK Celje, treniram že 2 leti in pol. S košarko sem začel, ko sem z mojimi sošolci igral na igrišču in tako, ker so bili vsi boljši od mene, sem hotel jaz postati tudi boljši in zato sem se navdušil nad košarko in začel trenirati redno. Največ podpore mi deva oče, saj me vedno pred tekmo spodbuja in mi deva nasvete. Med gluhimi je trenirati zelo zanimivo, treningi so tudi zelo intenzivni, je drugače kot trenirati s tistimi, ki slišijo in se je treba malo prilagoditi. 22-letni Jaka Markovič je svoje košarkaško znanje med gluhimi dokazal že na svetovnem prvenstvu v košarki 3x3. Začel sem košarko pri 4. razredu, to je približno skoraj 15 let, 16. Vključil sem v reprezentanco pri 4. letniku, to je 2021. Začel sem igrati 3x3 košarko, nato pa 5x5. Rad igram košarko že od rojstva, ampak pričakoval, da tudi košarka tudi meni pomeni. Spodbujajo sta starša tudi, veliko sta mene spodbujala. Kadar, ko jaz igram, rabim vse pomoč pa to, vse stvari, ona vedno pomagata. V začetku, ko sem vključil v gluhi, je malo bilo težko, ker nisem znal kretati, nismo nič komunicirali z pogovor, oni se samo komunicirali z kretnje. Jaz sem pa mogel naučiti, kar oni, tisti, ko znajo govoriti, pa mi je pomoč pomagajo, pa tudi bere z usic, tudi kadar oni počasi pokažejo, vse malo nekaj razumem, kar smo izgubili tam svetovni. To zdaj pustimo, zdaj pozabimo, tudi tako tudi naučimo, kaj se tam naredimo. Zdaj se bomo naprej naučili boljši rezultat, kot pa prejšnje leto. Veliko imamo pričakuje treningov pa to, imamo več kot treningov, kot pa lani. Imamo veliko izkušenj, imamo se tukaj fajn v Kranjski Gori, imamo veliko priprav, to mi je bilo všeč. Med starejšimi in izkušnejšimi igralci je tudi 41-letni Miha Jakovčič, dobitnik medalj v košarki na evropskih in svetovnih prvenstvih ter olimpijskih igrah gluhih.
Kdo pa so njihovi idoli? Moj idol je LeBron James. On mi je zelo všeč kot igralec, zato ker mi je všeč njegova igra, njegov stil igre in njegov met. Od vseh časov je Michael Jordan, trenutno je pa Steph Curry, ker je najboljši šuter. Selektor Jaka Hladnik pravi, da ni velike razlike, ali vodi ekipo gluhih ali slišečih. Razlika je itak v komunikaciji, v bistvu pa takih razlik ni nekih, razen v slušnih problemih, drugega pa ni, ker fantje razumejo in igrajo košarka. Košarka je univerzalen jezik, tako da ni problema. Trening med gluhimi igralci je tudi dobra priložnost, da slišeči spoznavajo in se učijo znakovnega jezika, kar sta izkusila selektor Jaka Hladnik in igralec Jaka Markovič. Te kretnje, ki so me fantje naučili, niso za na televizijo oziroma samo eno kretnjo znam. Tole ide tudi na trening. Na trening. Kretnje sem največ naučil hvala. Ko smo šli jesti, pa sem jaz hotel lačen, pa sem pokazal, kako se je hamburger. Hamburger tako pokažeš, oprosti, tega vedno veliko pokažem, kada nekaj naredim napako. Najbolj pokažem obramba, tako mi pokaže obramba, potisni ga, napadi, veliko energije dobi, svobode. Na koncu so igralci še posredovali svoje misli, zahvale in želje za svoje družine in navijače. Najprej se zahvalil za starejši, ker tudi rabijo pomoč. Tudi mi moramo mladi veliko pomagati starejši, ker oni so nas starejši, nas pomagali, naučili pa to, zdaj pa mi mladi moramo potiskati njega starejši, da višimo gor in tudi pomagamo. Vesel, če prijejo navijači gledati. Imamo tudi oni navijači motivacije daje, pa mi veselje pokažemo dobrim rezultatom. Če brez njega, pač brez navijača ne bi šlo dobro. Naj bodo njihovi navijači kot šesti igralec, saj množična in glasna podpora našim fantom lahko da moč in zagon. Ekipa Spletne TV bo spremljala dogajanje na Evropskem prvenstvu gluhih v košarki in vas sproti obveščala o rezultatih naših fantov, zato nas spremljajte še naprej. Srečno naši!